Lepo si fuken, Luka Dončić, lepo si fuken. Zdaj prevod za vse, ki niste Štajerci. To je bila v bistvu pohvala, ne. Kot bi rekel Tadej Toš, enem izmed svojih stand-up komedij, če hočeš Štajerca pohvaliti, ga pogledaj v oči pa mu reči fuken si. V smislu res nenormalna predstava Luke. To sem v bistvu po eni strani napovedoval v mojem prejšnjem javljanju, mogoče malenkost tiše tukaj. V enem izmed mojih prejšnjih javljanj sem v bistvu napovedoval, da bi Luka znal v narekovajih eksplodirati na tej tekmi svojo odlično predstavo. In točno to se je zgodilo, pomembna tekma proti Izraelu prinašala je seveda tretjo mesto v skupini in s to zmago smo dosegli ravno to. Po to smo prišli pred to tekmo in to smo si vzeli. Sami dobesedno, nič nam ni bilo podarjeno. Odlična predstava, z nekaj manjšimi pomanjkljivosti, ampak črne minute vedno pridajo, pa par zadevami, ki jih pa hočem izpostaviti. Smo vam svetlobo. Dobro, v glavnem, par stvari bo treba izpostaviti. Prvi polčas, odlična predstava Luke, 24,6 skokov, 6 asistenc, drugi so nekako sledili, par odličnih podaj. Zdaj, razen tega, da smo šli z vodstvom na drugi polčas, nečesa jaz ne bi ravno izpostavljal. Mogoče njihov dober skok v napadu, ki se je tudi prenesel v tretjo četrtino. Drugače pa ok. Tretja četrtina to je pa četrtina, ki imam nekaj pripomb, ampak spet, če gledam celoto, to bi prvo poudaril, če gledam celoto, v redu tekma Slovenije, res dobra tekma Slovenije, ful sem vesel, da smo zmagali, to hočem, da ostane point, bi rekli Američani, bistvo tega javljanja, ampak bi pa se dotaknil tega. 5 minut 50 do konca tretje četrtine. Dončić, tretja osebna napaka, po mnenju sodnikov v napadu. Ok, hitro se je dogajala igra, ocenili so v danem trenutku, da je bil faul v napadu. Počasen posnetek je prikazal jasno gibanje obrambnega napadalca, celo v smer gibanja Luke. Pač klasična, normalna osebna napaka, mislim, da je bil Luka v dvokoraku, bi bila celo 2 prosta meta. Luka je bil popolnoma prepričan, da je bila zadeva napačno odsojena, ker je kazal klopi challenge. Nismo ga dali. To še nekako razumem, zato ker je vendarle bilo še 15 minut, dobrih 15 minut do konca tekme, en challenge in to je to. Ne smeš ga zapraviti, moraš ga koristno uporabiti. Pač Luka je bil prepričan, res je deloval prepričano, naj ga vzamejo, nismo ga, jebi ga. Ampak tu nas pa je karma udarila celih 12 sekund pozneje, ko je Luka storil osebno napako in to v naši obrambni polovici in to seveda svojo četrto nad Audio. No, tu smo pa bili v velikem deficitu. In pol pride zadeva, ki mene osebno razjezla. Matic, če tole bereš, to tak veš, sem se tebi že zlajal, ne? Tu me pa razjeze. Tu pa manjka avtoriteta, ki bi jo jaz želel nad Luko. Luka je top 2, top 3 igralec na svetu. To je meni jasno. To sem jaz se razpredalčkal, da bo nekdo vršil nad njim besedo, roko, kakorkoli hočete temu reči, malo težko pričakovati. Pa vseeno, a je smiselno, da si mi privoščimo, da je Luka Dončić 5 minut 38 sekund do konca tretje četrtine s 4 osebnimi napakami v igri in je vztrajal v igri, mislim, da vse do 2 minuti do konca tretje četrtine. To je bilo za mene precej nervoznih 3 minute 38. Luka je seveda zahteval, da ga ne dajo ven iz igre in to so mu ugodili. Po mojem mnenju napaka. Po mojem mnenju. Pa ne glede na to, če si Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Michael Jordan. Po mojem mnenju ne. Se zavedam, kdo je Luka Dončić, kaj prinaša k mizi. Mi je jasno, ampak daj ga ven. Daj ga ven, naj se ti zderem na tabo, pošlal te bo ne vem kam, če ima ta jajca v redu. Daj ga ven. Za boljše Slovenije. Ok, dovolj o tem. Gremo dalje. Začetek četrte četrtine. Zgubim živce malo drugič. Izrael iz minus 14 pride na -5 v 2 minutah in 22 sekundah, nekaj takšnega.
Ste pravi, oni so naredili 9 pik razlike v tem delu, pa še Slovenija je imela 5 ali celo 6 osebnih napak. In mi vzamemo timeout komaj takrat na mesto kakšno minuto prej. To je moje osebne mnenje, da bi absolutno prej mogli vzeti timeout in ga nismo. V bistvu sem praktično prepričan, da bi bila to pravilna poteza. Mi nismo, na srečo smo potem dali Luko nazaj v igro, 8 minut do konca zadnje četrtine in v trenutku je bila razlika plus 10. Govorimo o 2 napadih, se je vse skupaj popravilo. Če bi zbrisal ta del igre in tisto, kar se je dogajalo z Lukovo osebno napako, jaz mislim, da bi govorili o blizu popolni tekmi. Ajde, minus njihov napadalen skok, pa spet smo dobili kar nekaj točk, ampak glede na to, kako se je tekma odvijala, ni bilo neke opcije, da bi nas dobili Izraelci. Toliko smo bili suvereni, seveda smo pa bili suvereni, ker je Dončić odigral kot je, na koncu, kaj je dal na koncu, 37 pik, 11 skokov, 9 asistenc, pa da se razumemo, bom nadaljeval, Luka niti slučajno ni bil edini na tej tekmi od Slovenije, da se ne bom zdaj karkoli... Pa še ta veseli dan ali dan, ko Luka postane najboljši strelec v zgodovini Slovenije, so zapisali na Košarkarski zvezi, ja, čestitke zelo hitro, ampak ja. Torej, Luka je tekmo zaključil z 37 točkami, 11 skoki, 9 asistencami, 106-96 na koncu. Ne rad še koga zraven Luke ali pa kogarkoli sploh izpostavljam na tekmi, itak je to ekipni šport, Luko vedno izpostavim oziroma izpostavljamo zaradi pač nenormalnih številk in pa nenormalne igre. Ampak danes recimo Rok Radović, par stvari, ki jih statistika ne pokaže. Rok je danes odigral verjetno najboljšo njegovo tekmo na prvenstvu, mogoče celo v njegovi karieri, ne vem. Suvereno je opravljal naloge, ki mu jih je dal Sekulić. Odlično, kriv je Audio vmes, Audija se je natrpal točk, ampak končni rezultat zmaga Slovenije. Audi je 34 na koncu, je zato porabil 22 metrov, pa 10 prostih, ampak nema veze. Rok Radović, od tega, da je skakal, od tega, da je branil, 5 faulov na koncu naredil, 14 točk, 6-8 za 2, od tega 1-2 za 3, en prosti meto, 2, 15 indeks, na koncu boste rekli nič takega. Gregor Hovard je imel še 17 indeks, Omić 19, Omić double, svaka čast, še vedno premehek pod košem, pa kajde. Ampak ne vem, energija Roka Radovića je bila danes vse posod, njegova igra mi je bila zelo všeč. Hkrati Aleksej Nikolić 16 točk, 7 asistenc, vse se pozna to, vse se pozna, vsak je dal nekaj, recimo samo dvomestni smo bili 1, 2, 3, 4, 5 igralcev dvomestnih, to mi je tako zelo všeč, da vam povedati ne morem, kako mi je bilo to všeč. Zdaj pa malo čas za rekreacijo, zunaj še svetloba, stran od ekranov, kot bi rekli našim tam mladim, ne? Gremo ven. Luka ravno daje izjavo, to bom pozneje pogledal, pa še malo mogoče kaj pokomentiral, zdaj ni čas za to. To bo to za danes za analizo. Do naslednjič, lepo vas pozdravljam, Gregor iz Greg Skorta. Če so vam podobne analize všeč, highlights in tako naprej, vabljeni, da se naročite na moj kanal. Srečno, gremo Slovenija, a ja, še to, najverjetneje Italija v nedeljo. Kdaj, še ne vemo. Mogoče Grčija, ampak najverjetneje Italija. Srečno.